Prisegate na to, da se presega delitve tudi med političnimi strankami. V čem ste vi drugačni, recimo, od današnje sogovornice, gospe Fajon, tako morda osebno, kot tudi glede političnih nazorov, političnega udejstvovanja? No, povedati moram, ne, da prisegam, da v povezovanje bolestno razdeljenega slovenskega političnega prostora, ker smatram in smatramo, da je v letu 2022 pomembno pogledati naprej. Jaz verjamem, da ima tudi s Tanjo veliko skupnih izhodišč, na koncu izhajava oba iz istega političnega miljeja, če hočete tako. Verjamem, da bova tudi v prihodnje našla kakšne potenciale in možnosti za to, da bomo kako rešitev pa našli tudi skupaj. No, najprej je potrebno povedati, da je krivično govoriti o gospodu Akrapoviču in gospodu Boscarolu kot o oligarhih. Oba sta ugledna podjetnika, ki sta svoja podjetja ustvarila svojim korektnim delom. In Slovenija rabi veliko takih podjetnikov, zato da bomo na koncu bolj močni.